Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, profesor dr. Boris Štrukelj, strokovni direktor Splošne bolnišnice Izola gospod Dušan Dajzinger, magistra Eva Grilc iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ekipa UKOM-a, gospe tolmački za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Novinarsko konferenco začenjamo z epidemiološko sliko. Včeraj so bili opravljeni 7003 testi. Potrjenih je bilo 2139 novih okužb, delež pozitivnih testov je znašal 30,5%. Odstotek je še vedno visok, a če včerajšnje podatke primerjamo s podatki prejšnje srede, ugotovimo, da je delež pozitivnih testov 3,3 odstotne točke manjši. Novo okuženih pa je kar 290 manj, kot jih je bilo preteklo sredo. Glede na število novih okužb na včerajšnji dan pa izstopajo naslednje občine. Murska Sobota ima 30 okuženih, Ljutomer 23. Novo mesto 88, Krško 55 in Sevnica 32. Celje 33, Velenje kar 60, Maribor 93, Ptuj 30, Ljubljana 169, v njeni okolici pa izstopata Ivančna Gorica s 34 in Medvode s 27 okužbami. 22 okužb je bilo v Postojni, 45 v Kopru, v Idriji pa so jih zabeležili 34. Kranj ima 52 novo okuženih, Tržič pa 22. Poglejmo si še graf, ki prikazuje 14-dnevno incidenco na 100 tisoč prebivalcev po regijah. Zdaj imamo tudi graf. V tem trenutku je na prvem mestu najbolj okužena slovenska statistična regija Posavje, medtem ko imamo najmanj okuženih v tem trenutku presenetljivo v osrednjem slovenskem prostoru 722, Obalno-kraška ima že 755, Goriška 729, potem pa je tam že Gorenjska. Vse te 4 najboljše regije so pod 800 okuženih na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh. Ena izmed posledic oziroma pozitivnih rezultatov naše včerajšnje novinarske konference je tudi izjemno velik odziv državljank in državljanov na poziv ministra Koritnika glede izpolnitve izjave za izkaz interesa za cepljenje. Podatki, ki smo jih prejeli z Ministrstva za javno upravo, kažejo, da je bilo oddanih že 13.594 vlog brez e-identitete in še 3.336 vlog z e-identiteto. Skupaj imamo torej že 16.930 državljanov in državljank, kar je nedvomno uspeh, saj je od nastopa ministra Koritnika na novinarski konferenci minilo manj kot 24 ur. Kot smo napovedali že na včerajšnji popoldanski novinarski konferenci, je danes naš osrednji gost, profesor dr. Boris Štrukelj, ki bo spregovoril o verjetno trenutno najbolj aktualni temi, povezani s pandemijo, o cepljenju proti COVID-19, ki ga z nestrpnostjo pričakujemo. Profesor dr. Boris Štrukelj, prosim za vašo predstavitev. En prav lep pozdrav vsem. Rad bi vam pokazal trenutno stanje razvoja novih cepiv in pa seveda, kje smo ta trenutek. Zelo veliko vprašanj dobivamo ne samo od vseh, ki bi želeli biti cepljeni, ampak predvsem od bolnikov z različnimi kroničnimi boleznimi, ali so cepiva, ki so narejena z novo tehnologijo, primerna za pediatrično populacijo, mlajše od 16 let, kako je z nosečnicami in tako naprej. Ampak dovolite mi, da najprej pokažem nekaj številk. Nekako lahko rečemo, da se približujemo res tistemu trenutku, ko bomo imeli na razpolago več cepiv, kar je seveda samo dobro. Ta trenutek imamo, kar se tiče celotnega združenja, ki spremlja razvoj cepiv, 71 cepiv v klinični fazi raziskav. Torej, gre za cepiva z novo tehnologijo, kakor tudi tista klasična cepiva, ki jih sicer uporabljamo že sedaj za druge vrste
okužb. 13 od teh je v tretji fazi kliničnega razvoja in 7 cepiv je dobilo provizorično oziroma omejeno dovoljenje za uporabo. Od tega 4 na Kitajskem, se strani Kitajske agencije za zdravila in cepiva, 2 v Rusiji in 1, kot seveda vemo, v Angliji, to je cepivo družbe Pfizer-BioNTech. Rad bi nekako tista cepiva, ki so najbliže registraciji, oziroma v primeru Pfizerja naredil primerjavo, da bomo vedeli pravzaprav, kaj lahko pričakujemo in kakšni so rezultati, kar se tiče učinkovitosti, kar se tiče stabilnosti, režima hranjenja in tako naprej. Torej, Pfizer-BioNTech farmacevtska družba je pridobila dovoljenje v Angliji, zelo smo pravzaprav veseli, da lahko spremljamo, kaj se dogaja na otoku. Pričakujemo pa, da bo 29.12., to je informacija od včeraj z Evropske agencije za zdravila, prišlo pozitivno mnenje, torej dovoljenje, za sproščanje tega cepiva v Evropski uniji. Zelo podobno je z drugima 2 cepivoma, to je cepivo Moderna Therapeutics, ki je ravno tako RNA cepivo, in cepivo AstraZeneca Oxford, ki je DNA cepivo. V vseh 3 primerih imamo torej upravka z novo tehnologijo. Prihajajo pa seveda tudi cepiva z klasično tehnologijo. 1.12. je naslovila družba Johnson & Johnson, torej podskupina Janssen, prošnjo za provizorični hitri pregled in z možnostjo spet sprostitve, to pomeni dovoljenja, za njihovo cepivo ravno tako na Evropski agenciji. Torej vidimo, da počasi se ta nabor dobrih in učinkovitih in seveda predvsem varnih cepiv kopiči. Glede stabilnosti in logistike smo lahko kar zadovoljni, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi seveda v Sloveniji, kar nas najbolj zanima. Gre namreč za to, da so podatki, ki smo jih pridobili, kar se tiče cepiva Pfizer, kar se tiče same stabilnosti, nekako bistveno boljši oziroma nekako nam dajo možnost zaupanja v to, da bo cepivo seveda stabilno. Kot vemo, naj bi se skladiščilo oziroma transportiralo pri -70 do -80 stopinj Celzija, zato bo poskrbel sam proizvajalec in pa distributor. Dobro pa je, da vemo, da je to cepivo stabilno tudi 5 dni na 2 do 8 stopinj oziroma celo 2 uri na sobni temperaturi. To je z vidika logistike posamezne države izjemno pomemben podatek, torej stabilnost je zagotovljena, tukaj se nam ni treba bati karkoli, tudi v Sloveniji je to že, pravzaprav so točke poskrbljene, tako na primarnem nivoju, kako na sekundarnem in terciarnem. Jasno je, da je to odvisno od količine cepiv, ki jih bomo pridobili. Glede stabilnosti cepiva Moderna, ki je ravno tako RNA cepivo, ta je stabilna 6 mesecev na -20 stopinj oziroma 30 dni na 2 do 8 in enako velja za AstraZeneca, cepivo je stabilno celo leto na 2 do 8 stopinj. Torej ne bojmo se, kar se tega tiče. Prvo cepivo, ki ga pričakujemo, je torej cepivo družbe Pfizer. Narejeno je v taki obliki, da so to vijale, škatle z 195 vijalami, ki se tik pred uporabo rekonstituira, torej razreči z fiziološko raztopino in se uporabi nekako 5 odmerkov na eno vijalo. To je vse že pripravljeno. Za tiste, ki se sprašujete, kako so cepiva sestavljena, sestava. Čim dobi cepivo pozitivno mnenje strani Evropske agencije za zdravila, je sestava objavljena. Torej, kogar bo zanimalo natančna sestava, kaj je v cepivu, je na voljo. Ni skrivnosti, kar se tega tiče. No in kar se tiče cepiva Pfizer, ker gre za RNA cepivo, je v takem maščobnem ovojčku. Maščobni ovojček je sestavljen iz 4 maščobnih komponent, zraven je še fosfatni pufer in nadalje dodamo še fiziološko raztopino. To je vse, kar je v cepivu, ni adjuvansov, ni konzervansov. Učinkovitost, o tem bi bilo veliko govora, ni potrebno tekmovati, ali je neko cepivo učinkovito 93, 94, 95 odstotkov, vse, kar je na 90, je čudovito. No, imamo tudi dober podatek strani tretjega cepiva, to je DNA cepivo družbe AstraZeneca Oxford, pri katerem so ugotovili, da je pravzaprav odstotek učinkovitosti blizu 90 odstotkov, vkolikor se prvi odmerek da v polovični dozi. Režim cepljenja.
govorimo za ta 3 cepiva. Vsa 3 cepiva bodo podvržena sistemu 2 odmerkov. In sicer odmerek pri AstraZeneca in pri Moderni bo približno mesec dni med prvim in drugim odmerkom, pri Pfizerju pa 21 dni, plus minus dan. Vprašanje je, kdaj smo zaščiteni. Torej, kdaj smo zaščiteni po cepljenju? 7 do 9 dni po drugem odmerku je tisti čas, ko nam omogoča zaščitenost. Kar je seveda pomembno, da vemo kot posamezniki. Kar zadeva skupin, kdo se lahko cepi? Ali se lahko cepijo bolniki z kroničnimi vnetnimi boleznimi? Zakaj so ti izpostavljeni? Vemo, da so bolniki z kroničnimi vnetnimi boleznimi skupina, ki zelo močno reagira na antigene. In v primeru novih tehnologij v telo ne vnesemo antigena, ampak gensko informacijo in naše lastno telo, naše celice, začnejo tvoriti kaj antigen, torej ta protein, virusni protein, ki sproži nastanek protiteles. Izjemno varno, torej bolniki z kroničnimi boleznimi, vnetnimi boleznimi, kot so ulcerozni kolitis, Kronova bolezen, luskavica, luskavični artritis, potem seveda velika skupina revmatoidnega artritisa, to so samo tiste glavne podskupine, so varni in jim svetujemo, da se cepijo z temi cepivi, nikakor pa ne z živimi inaktiviranimi cepivi, ki bodo verjetno s časoma prišle tudi na vrsto.